Pozdravljeni vlagatelji, danes je malo drugače. Z nami ni Blaža, je na kratkem dopustu, ampak se nam je pridružila Klara. Klara, ki piše kolumno, Klara vlaga in dobrodošla Klara v našem studiu. Klara nam bo malo povedala svoje osebne izkušnje glede prvih korakov investiranja na borzi. Klara, dobrodošla. Zdravo, Matjaž, hvala za povabilo. Ja, sem prišla z veseljem, no, tako da upam, da še koga spodbudim k vlaganju. Super, Klara. Klara, daj malo, na kratko se opiši, kdo je Klara, preden je postala vlagateljica. Ja, v bistvu, Klara je 26-letnica, ki v bistvu že zadnje leto pa pol piše članke za finance. Iskreno, preden sem prišla na redakcijo, me vlaganje ni preveč zanimalo. Recimo, ne vem, včasih sem gledala kakšne YouTube videe, pa sem se srečevala z vlaganjem v bistvu samo med oglasi, recimo za kako trgovalno platformo, pa še to mi ni bilo jasno, o čem v bistvu sploh govorijo. Pa nekako sem v bistvu prišla v to okolje, kjer itak vsak dan slišiš o delnica, premiki delnic, borzni tečaj gor, borzni tečaj dol, v glavnem o vsem skupaj. Tako da sem se pa nekako začela tudi zanimati za to. No. Zdaj, eden od povodov je bil tudi moj partner, ki je v bistvu tudi sam vlagatelj, bolj priložnosti sicer, no. Ampak tudi seveda je beseda kdaj nanesla na to tudi pri nama, tako da sem se pa v bistvu začela tudi zaradi tega zanimati. No. Ampak definitivno največji povod pa je bila služba, no. Kjer sem v bistvu pač začela spoznavati vlaganje in me je začelo to zelo zanimati. Ja, res je, v našem delovnem okolju je delnica bolj ali manj ena bolj pogosto omenjenih besed in vse se dogaja. Super, super. To pomeni okolje, ampak je še bil kakšen drugi sprožilec, ki te je napeljal, da si zakorakala v svet kapitala in začela svoje prihranke investirati. Ja, itak seveda vemo, kako cene naraščajo, ne? Stroški se dvigujejo, itak, če imaš nek recimo presežek denarja, kaj narediti z njima, ne? Tukaj je pač bil tudi eden od povodov, da mogoče pa vseeno probam neki vložiti denar nekam. Saj sem preučevala tudi druge opcije, recimo kam bi vložila. Na koncu sem se pač odločila za delnice. No. Ja, Klara, tukaj je eno podvprašanje. V bistvu je tvoj motiv bil je dolgoročen ali kratkoročno zasledovanje ciljev? Ker nekje vedno neki horizont moraš imeti časovni, drugače na koncu samo nekaj hrčka bo nakupne, ampak najverjetneje vlaganje mora imeti svoj cilj. Je tukaj kakšen tvoj skriti cilj oziroma? Zdaj zaenkrat recimo nekih večjih ciljev nimam, za trenutno recimo, ne vem, v naslednjih parih mesecih, to definitivno ne. Tako da so moji cilji nekako bolj srednjeročni. No. Zdaj, to je tudi eno vprašanje, ki sem se jih zadala, preden sem sploh začela vlagati, ne, torej kaj so moji cilji, teda dobro, v bistvu, da si jih tudi omenil. V bistvu, ja, ne bi zdaj denarja potrebovala čez nekaj mesecev, recimo čez pol leta, ampak ne vem, čez kakšne 5-10 let, tis pa absolutno, ne. Tako da ja, itak, ne vem, za kak avto, mogoče nepremičnina, seveda kaj od tega, ne, tako da, ja. Super. Klara, dajmo pogledati malo, kakšna je tvoja izkušnja okoli te tehnične izvedbe. Ne? Seveda, da investiraš v delnico, moraš izpolniti nekaj pogojev, to pomeni izbrati borznega posrednika, aplikacije, se malo udomačiti za temi zadevami in kakšni so to tvoji bile te prve izkušnje, ne? Ali te je kaj presenetilo, te je kaj naprimer upočasnilo, ne? Ali pa tudi naprimer v bistvu si kdaj prišla v kako slepo ulico. Ja, zdaj v bistvu, če se vrnem samo na začetek, torej v bistvu na izbiro brokerja oziroma borznega posrednika, sem zbirala med različnimi. Torej, osredotočati sem se hotela bolj na tujino, ker so me zanimale tuje delnice. Tako da sem potem bolj raziskovala tiste, ki so recimo bolj znane. No. Recimo, če govorimo o konkretnih imenih, recimo Trade Republic, IBKR, torej Interactive Brokers, Revolut. Te so bile v bistvu tudi, ko sem se pogovarjala z drugimi, recimo s partnerjem, sodelavci, pa tudi, ko sem pogooglala recimo te stvari, a ne, ker itak preden ti začneš vlagati, potrebuješ neke informacije, ki jih pač ponavadi dobiš
Recimo, jaz sem dosti na YouTubu videla, kakšne te video vodnike, zato jih tudi vedno priporočam tudi, a ne. Definitivno vprašati tistega, ki pač že pozna vlaganje. Pri meni je bil to recimo partner, pa tudi sodelavci, ki smo se pač pogovarjali, ne. Absolutno bi pa priporočala tudi Maxovo šolo borze, kjer pa v bistvu ti izveš zelo veliko o vlaganju, je v bistvu vse lepo podrobno opisano, no, tako da ja, tudi tam sem dosti informacij izvedela. Ampak, če se vrnem zdaj spet nazaj, v bistvu sem potem zbrala IBKR. Največji povod je v bistvu to, da so me zanimale tuje delnice in pa tudi nižja provizija. Torej, tudi provizija je bila v bistvu tukaj eden od razlogov, zakaj sem zbrala IBKR. Ko sem ustvarila svoj račun, sem imela na srečo partnerja zraven, tako da sem dosti njega spraševala, ker se je v bistvu že srečeval s tem. Vprašala sem tudi ChatGPT, drugače pa postopek sam je bil tako dosti straightforward, no. Zdaj, bilo je dosti informacij za vpisati, pa zelo priporočam, da je denarnica pri roki, ko se dela račun, ker je treba vpisati, ne vem, neke stvari, ki jih recimo ti ne veš na pamet, ali davčno številko, EMŠO, številko osebne izkaznice. In ko smo že pri številki osebne izkaznice, sem v bistvu naletela glih na to težavo, ko sem jo mogla vpisovati, me ni v aplikaciji spustili naprej. In jaz potem pač, kaj zdaj narediti, ne, kakšne so druge opcije, in pa sem v bistvu na koncu vprašanje oziroma odgovor najdla na Redditu. Super. Ja, pač itak se vedno obrneš, malo poguglaš, ne, tako da v bistvu na koncu sem mogla namesto številke osebne izkaznice vpisati EMŠO. In potem me je spustili naprej. To so recimo neke take stvari, ki jih mogoče se zaplete vmes in potem koga boš to vprašal, ne, tako da jaz sem potem vprašala strica Google, ne. Ja, vse to je rešitev, to je res dobro, zanimivo. Ja, kakorkoli je, tukaj je vlagatelji, tudi moje osebne izkušnje so malenkost podobne. Borzni posredniki pač so dolžni res skrben KYC postopek izpeljati in zato je precej včasih lahko malo bolj zahteven. To pomeni, to je pač kompletna povezano zakonodajo glede preprečevanja pranja denarja in stvari so dosti rigorozno zastavljene, kazni so visoke in tukaj se vsi držijo precej strogih pravil, tako da ta postopek, ampak ja, sej podobno je kot pri odpiranju bančnega računa in podobnih zadev. Kaj pa časovno, naprimer, koliko si porabila? Zdaj v bistvu, da sem odprla, torej ta postopek odpiranja mi je po mojem vzel kakšno uro ziher. To je bilo v bistvu v cajtnotoru v ta čas sem v bistvu štela tudi še... Ja, tako ja. Tako da ja, v bistvu, ampak potem ena od zadev, na katero sem naletela tudi na problem, je bil tudi ta, da pri preverjanju računa oziroma pri preverjanju tvoje identitete, a ne. Zdaj, ena od opcij je bila, da v bistvu ti si na točni lokaciji, kjer imaš ti stalno prebivališče, jaz pa takrat nisem bila, a ne. In to je bila v bistvu ena od opcij. Tako da to je bila ena od stvari in je avtomatsko že nisem mogla izpolniti. Ta je v bistvu hitrejši postopek, zato sem pa mislila, da se bo nekako tudi zavlekel, ker sem potem izbrala drug postopek, kjer sem mogla pač slikati dokumente in pa poslati, mislim, da še tudi bančni spisek zraven na njihovo aplikacijo in da potem oni to lastnoročno pregledajo, ne. Ampak v bistvu je bilo to zelo hitro, tako da v bistvu sem vlagateljica postala, oziroma vlagateljica, no. Začela sem že zelo hitro lahko, no, ker so mi račun odobrili že v bistvu isti dan. Super, da pa greva tisto, da si postaneš vlagatelj, Ja, ne, pa tako moramo je. narediti prvi nakup. Ne. Res je. In zdaj, dajmo se dotakniti še tega, ne. Seveda, katera delnica in zakaj, v bistvu, kako nek prvi nakup pač moraš narediti in eno delnico zbrati, kateri kriteriji ali navdih, ne, vse več je pristopov, ampak kako si se ti lotila tega? Ja, v bistvu meni je bil izbira delnice najtežji del moje vlagateljske poti, iskreno. Nisem sploh vedela, kaj naj kupim, katero delnico naj kupim na začetku, pa sem malo brala Maxa, pa je govoril o Duolingu. Ne vem, če kaj spremljaš, v glavnem lani je delnica ful zrasla zaradi umetne inteligence.
In so ji pač analitiki napovedovali tudi naprej rast, zelo visoko rast. Ampak jaz, ko sem v tem času, ko sem jaz spremljala to, oziroma ko sem hotela kupiti delnico in spremljala gibanje Duolinga, ni bil to edini od razlogov, zakaj je nisem kupila, ker je šla delnica v bistvu v tistem času samo dol. In pač nekako ta trend upadanja se ni obrnil in sem bila pol tako, ok, ne bom tega kupovala, če pač nekako ne vidim nekega smisla, nisem videla nekega smisla v tem. Ja, tako da vmes so bili tudi rezultati njihovi četrtletni in je delnica v bistvu, mislim, da v enem dnevu padla 20%. Tako da tudi to je bil mi malo tako red flag, če lahko temu rečem. Pravilno si, bom tako rekel, postopala, nekako v nekih borznih pravilo, starejše borzno pravilo je ne kupuj padajočega noža, ker se boš porezal. Tako da trg hitro kaznuje in tudi, bom rekel, ima bolj prav kot ti. Tako da, ampak dobro, kakorkoli, zdaj pa, kaj pa si investirala? Ja, kupila sem Apple. Zakaj? V bistvu čist iz nekih banalnih razlogov, ker poznam podjetje, uporabljam njihove izdelke že zelo dolgo, in sem, ne vem, šla sem gledat delnico, zdela se mi je zelo varna naložba. Ampak glede Appla imamo eno podvprašanje. Peter Lynch svetuje, kupi, kaj poznaš. A si to se zavestno držala njegovega nasveta ali, bom tako rekel, intuitivno? Ja, mislim, da je bilo bolj intuitivno, ja. Ne vem, ker recimo ena od stvari, ki sem se naučila pri vlaganju, je tudi to, da moraš vse skozi spremljati dogajanje. Torej, kaj se dogaja s podjetjem, kaj se dogaja z panogo, z okolico in pa tudi seveda, kaj se dogaja v svetu. In tudi jaz recimo sama spremljam Apple, recimo njihove predstavitve izdelkov, ker me pač to zanima, ker sem njihova uporabnica in seveda je bil tudi eden od razlogov to. Tako da ja, bolj intuitivno je bilo vse. Super. Klara, zaupaj mi, kaj je tvoja naslednja poteza? Ja, zdaj v bistvu raziskujem možnosti. Absolutno bi rada razširila svoj portfelj. Se pa v bistvu trenutno malo ukvarjam z raziskovanjem ETF skladov in pa INR-jev, torej individualnih naložbenih računov. Ja, v bistvu o tem pišem tudi v mojem naslednjem delu, serija Klara vlaga, ki bo zelo kmalu že objavljen. Ja, in bomo videli. Ok, pravilno. V bistvu INR je neka novost, ima neke svoje davčne ugodnosti. Tako je. Ti si dejansko na začetku svojega investicijskega ciklusa, tako da, bom rekel, je pravilna odločitev, da uporabiš INR, ker bom rekel, maksimiziraš dobiček s tem, da ne plačaš toliko davka. Res je. Tako da, zdaj, za na konec pa imam še eno tako majhno vprašanje. Kolikokrat na dan odpreš aplikacijo in pogledaš stanje? Ja, v bistvu boš, da me vprašaš, kolikokrat na mesec odprem to. Definitivno ne spremljam delnice dnevno. Na začetku mogoče sem imela en tak občutek, da bi jo mogla. Vsaj prvi teden recimo sem imela občutek, ja, da bi mogla vsak dan gledati, ampak pol rataš nekako tudi malo živčen. Vidiš, ja, zdaj delnica je šla ful gor, super, po naslednji dan lahko že delnica pade, in je v bistvu malo brez zveze, nekako si moraš najti neko ravnovesje. Ja, to je to super, to je na primer tudi ena izhodiščna točka, psihologija vlaganja, potem efekt FOMA, tega strah, da si nekaj zamudil, in na drugi strani tole emotivno odzivanje na trge, ker emocije nadvladajo racionalni del, in ponavadi to je posledica slaba naložbena poteza. Tako da tega se bomo v neki prihodnosti dotaknili. Tako da, Klara, hvala. To je bil Vlagateljskih 5.
danes za posebno gostjo, Klaro. Klara, hvala in upam, da bo Apple v zelenem. Ja, hvala za povabilo.